Kostanjevica na Krki se v dostopnih pisnih virih kot mesto prvič omenja 16. avgusta 1252. leta. V spomin na ta dan so si v najmlajši posavski občini 16. avgust izbrali za občinski praznik. Za trenutek se spomnimo, kdo vse je lani na slavnostni seji občinskega sveta prejel zaslužena priznanja. Ob letošnji 45-letnici delovanja so zlato plaketo namenili enemu najbolj prepoznavnih specializiranih umetnostnih muzejev v Sloveniji, galeriji Božidarja Jakca. Lahko rečem v imenu direktorja in delavcev galerije, da nam to priznanje zelo veliko pomeni, ker potrjuje to, da je skupnost galerijo sprejela, da jo ima za svojo. Zlato plaketo so prejeli tudi v kostanjeviškem klubu Jamarjev, ki letos praznuje 50-letnico delovanja, vse od leta 1971 pa med drugim omogoča turistični obisk Kostanjeviške jame. Ki je lani praznovala 80 let, kar je bila odkrita, in naš klub s 50-letnico in to vse skupaj zaokrožamo. Lahko rečemo, da je to pravzaprav drobec v človeški zgodovini, pa kljub temu smo lahko na njega ponosni, kar je bilo danes povedano in ja, v čast mi je, da sem član kluba Jamarjev in da živim v Kostanjevici na Krki. Ob 20-letnici delovanja so zlato plaketo prejeli tudi v planinskem društvu Polom. Lahko rečem, da sem zelo vesel ob tej obletnici in da je društvo ves čas aktivno in da tudi članstvo ne upada, tako da moram biti zadovoljen. Predsedniku planinskega društva so na slavnostni seji podelili še kostanjeviški srebrnik, ki sta si ga za dolgoletno delovanje na društvenem področju in aktivno vlogo v lokalni skupnosti zaslužila tudi ustanovni član Kostanjeviškega pihalnega orkestra Andrej Jordan ter član številnih društev in eden izmed očetov slovenskega potnega lista Branislav Čuk. To je v bistvu priznanje, ki ga je človek vesel. To priznanje je, ko bi rekel, ni samo odraz mojega dela, ne. To je, kot sem že omenil, tudi odraz članov po društvih, v katere delujem, druženje, prijateljstvo, doseganje skupnih ciljev. To je tisto, ki bogati naše življenje. To priznanje mi pomeni veliko. Pomeni mi veliko prav zato, ker je občina prepoznala moje delo celega orkestra. Mislim, da dobro delamo in bomo še naprej delali, to je ena obveza za naprej. Leto dni zatem oziroma 768 let kasneje od prve omembe v pisnih virih pa nastale razmere, ki jih je povzročila epidemija bolezni COVID-19, v Kostanjevici na Krki ne dopuščajo izvedbe slavnostne seje občinskega sveta s podelitvijo priznanj. Želijo pa si, da bi razmere v letu 2021 dopuščale pripravo občinskega praznika na način, kot je to bilo do letošnjega leta. Prav tako letos ne bo tradicionalnih prireditev, s katerimi so zaznamovali praznično dogajanje. A domači župan Latko Petretič ponosno pove: kljub izrednim razmeram smo v dobri kondiciji. Kaj dobri? Zadnje leto je bilo več kot uspešno. Sam kot župan seveda ocenjujem, da je to bilo eno najboljših plodnih let, vsaj kar se tiče investicij v času obstajanja naše občine. V zadnjem letu so tako večino proračunskega denarja porabili za različne naložbe. Poleg sanacije osnovne šole Jožeta Gorjupa se je največ občinskega denarja porabilo za gradnjo in obnovo cest. Zgledno urejena cestna infrastruktura je ogledalo občine. Pomembno je, po kakšnih cestah se vozimo, je odločen župan. Prav od praznika do praznika, če tako povemo, so bila narejena 2 večja odseka cest, plus 6 manjših odsekov cest. Moram povedati, da so tudi tukaj sami občani nekako prisluhnejo, kje so potrebe, ali pa če občina ne vidi nekih potencialov, da pristopijo k investiciji, in tako ponavadi se dogovorimo, da tudi občani sami pripravijo tampon, občina plača asfalt in nekako pomagamo in drugim in to zgradimo. Moram povedati, da nam je ostalo v občini še par manjših odsekov, ki jih mislimo v tem letu narediti 5
Potem je občina praktično z temi asfaltažami končala razne obnove teh cest. Zdaj tukaj v bližini nas čaka, ko zdaj stojimo, obnova Vodeniške ceste, ki gre zdaj, ki je že na razpisu, izvajalec znan, treba bo uvedbo v delo in se začne odsek od gradu proti Vodenicam, ne. To je spet velika investicija, samo smo se odločili, da gremo po etapah, vsako leto en del in nekako pridemo do konca, ker z našega proračuna je to nemogoče cesto v dolžini 6-7 kilometrov rekonstruirati. Potem lahko damo cel proračun, pa je ne moremo narediti, ne. V tem je problem, ne. Pripravljen je projekt za obnovo Grajske ceste. Ta vključuje ureditev tudi komunalne infrastrukture in kanalizacije. Občina čaka zdaj na kakšne ugodne razpise, saj v tej novi perspektivi se obljublja, da bojo spet kanalizacije prišle v poštev za subvencionirane pa evropska sredstva, ker v tej perspektivi smo bili izpadli iz tega ven. So lahko kandidirali samo na 2000 populacijskih not, to pa mi ne pridemo not, ne. Zdaj se nekako smo se to na združenju občin in župani in vsi se pobunili, da to pač ne gre, ne. Mi imamo čistilno napravo, ki ima 2500 populacijskih enot, pa dela zdaj s tretjinsko zmogljivostjo, ne. To je velik strošek, pa ni ekonomičnosti tle nobene, ne. Da ti zgradiš objekt in objekt imaš, potem pa nimaš da cevi, da to priključiš. A s tem se ne soočamo samo v naši občini. V večini slovenskih občin imajo ta problem, še doda. Se pripravlja za razpis komunalne ureditve ljubljanskega naselja, to je novo naselje zdravstvenega doma naprej proti Marinču, ko je leva stran, tako da to bo šlo zdaj ta kanalizacija čez, ampak to bomo financirali iz občinskega proračuna, ker zdaj razpisov pa za te zadeve nobenih ni. Zelena lepotica reka Krka je privlačna, tako za obiskovalce, vsa turistična zgodba občine se gradi okoli nje, kot tudi za domačine. A le do trenutka, ko je reka v svoji strugi, ob večjih padavinah prestopi bregove, staro mestno jedro in Kostanjeviški otok sta poplavljena. Poiskati dolgoročno rešitev poplavne varnosti Kostanjevice na Krki je za tamkajšnje prebivalce in občinsko oblast prednostna naloga. Ja, lejte, že par let sem vpet v to poplavno varnost, sam župan sem porabil veliko energije in časa ravno za rešitev te poplavne varnosti. Zdaj smo šli tako daleč, da bomo imeli 1.10. Ali pa 1. oktobra predstavitev te rešitve poplavne varnosti. Jaz sem sicer že osebno to rešitev na ministrstvu videl, ampak ne bi o tem govoril, to bo pač predstavitev za javnost, za medije in zdaj, kakšni bojo odzivi, pač ne morem trditi. A nam zaupa, da strokovnjaki zagotavljajo, da predlagana rešitev naj bi omogočila nadaljnji razvoj tega dela mesta. Usoda predlagane rešitve bo v veliki meri odvisna od mnenj ljudi, ki tam živijo. Razvoj samega otoka, obnova, to je pomembno. Zdaj se ljudje bojijo obnavljati, prišle bojo poplave, imel bom isto, kot sem imel. Če mi zagotovimo poplavno varnost, če jo zagotovimo, sicer vemo vsi, da 100% varnosti ni, ampak da je le delno 90%, ali pa je pa to velika stvar. Mislim, da je to ena največjih stvari glede otoka, pa ne samo otoka, glede vseh površin, ki pač voda poplavlja. Vsi vemo, da so takrat kmetijski predelki uničeni, da so kmetje oškodovani, da to ne morejo predajati, to gre lahko samo na deponijo in je to velika gospodarska škoda tudi, ne. Ne, ni to samo hiša, ne. To je poplavljeno vse od gor Zameškega pa dol, vse kaj je naše. Ali pa še po drugih občinah, samo mi gledamo pač svojo občino. Leseni mostovi čez reko Krko so eden bolj prepoznavnih simbolov občine, a za občasa je naredil svoje, zato mostovi kličejo po obnovi. Mi imamo tukaj zdaj na reki Krki 3 mostova, 2 sta seveda za promet, osebna vozila in tovorna, en je samo za osebna, ker smo ga že zaprli.
plus peš most, kot ga imenujejo naši domačini, tercijalski most. Seveda vsi trije so v slabem stanju. Zdaj pa, kaj je to kulturna dediščina, je vse pod spomeniškim varstvom, tako da nam zdaj za ta južni most ali pa pri sladoledarju delajo konzervatorski načrt, to je eno dele konzervatorjev pri Ministrstvu za kulturo. Pač oni so na to obljubili nekako sponzorsko, da nam bojo naredili, da nam grejo nekako nasproti. Seveda mi smo vsake pomoči take veseli, ne, kako ne bi bili. Potem bomo pa videli, v kakšnem stanju točno je in kaj je potrebno. Ali ga je treba kompletnega zamenjati, ali ga je treba pa samo določene segmente. Sicer mi se pripravljamo na najhujši scenarij, če bo potrebno, se naredi novi most, nov. Ki pa bo prav tako lesen in zgrajen v skladu z zakonskimi uredbami, še doda. Še misel ali dve o vodi, a tokrat pitni iz javnega vodovodnega omrežja. Rešeni so vsi vodovodi, 100% oskrba je rešena z vodovodi. 100% voda, imamo montirane filtrirane naprave pri izvoru vode na Studeni, ni od 5 let že ni ene sporne vode bilo v naši občini. Tako da je naša občina pokrita 99,5 ali pa 6% z javnim vodovodom, edino 2, 3, 4 gospodinjstva na Vrbju Vrtača so pa iz svojega lastnega, tega lokalnega vodovoda. Hiter tempo življenja narekuje in zahteva tudi tehnološki razvoj, česar se na občini zelo dobro zavedajo. Trenutno poteka v obgorjanskem delu občine izgradnja optičnega omrežja. Imamo zagotovitev od Telekoma nekako, da bi v letošnjem letu priključili še 500 gospodinjstev. To bi bilo potem naša občina praktično, ker je že polovica nekje priključene, ne, na optično omrežje. Seveda bo vedno kaj ostalo, ampak jaz smatram tako, kaj ne bo letos, bo še dolgo leto dokončano in optično omrežje v naši občini bo rešeno. Ja. Župan še omeni, da na delujočih podjetjih izredne razmere zaradi COVID-19 niso pustile hujših posledic. Ko mi to spremljamo sami, ali pa si jaz sam osebno, vidim, da nekih hudih dramatičnih padcev na tem področju ni. Nekako vsa podjetja so v naši občini tudi med to krizo delala. Zdaj čist 100% skoraj ni noben delal, ne, ampak večinoma opažam, da ni bilo nekega izpada glede nekih prihodkov, da bi nekdo pač cele firme zapiral, tega ni bilo. Bili so zaprti pač neki predvsem škoda je največje utrpelo jasno gostinstvo, ker so pač bili prisiljeni zapreti svoje obratovalnice vsi, ne. Kaj se tiče pa drugih storitev, je pa to kar nekako normalno potekalo. Turizem in kultura sta tesno povezani dejavnosti ali povedano drugače se močno dopolnjujeta. Za kostanjeviško občino to pomeni dodano vrednost, ki prinaša večjo prepoznavnost in nove priložnosti. Galerija Božidar Jakca je najbolj prepoznavna blagovna znamka. Forma Viva, mednarodno priznan in uveljavljen kiparski simpozij, pa je v ta del Posavja v preteklih izvedbah privabil številne priznane umetnike od blizu in daleč. Spomnimo se, kako je bilo na Formi Vivi lani avgusta. Forma Viva je za Kostanjevico praznik, je na zaključni slovesnosti s predstavitvijo novih del dejal direktor galerije Božidar Jakac Goran Milovanovič. Neka rdeča nit celotnega letošnjega simpozija se mi zopet zdi, da je povezava z ohranitvijo tega planeta. To kažejo tudi vse 3 skulpture. Aldo Široma je svojo skulpturo poimenoval Plujmo skupaj. I'm trying to make the message that we are like this different kind of animals in the same boat and we need to put our difference outside the boat to find the best way to go on, to continue in this trip. Mauser se je na udeležbo na tem simpoziju miselno pripravljal več let. Ves čas sem raziskal nekako
nekakšen umestni prostor med preteklim in sedanjim časom. Tako se tudi recimo v tej skulpturi nekako poskušam približati megalitski kulturi, to se pravi prvih svetišč v naši preteklosti. Medtem ko sem s prostorom razmišljal, to je kostanjeviški prostor, in sem se naslonil nekako na zgodovino, kajti tu so bili nekoč cistercijanci, tako da je ta klicaj, ta človek, ta del zgodovine. Vse skupaj je pa postavljeno v tlorisu tako, da s pomočjo sonca meče današnji čas neko senco, to se pravi čas nekoč in čas danes, nekakšna povezava. Robert Kanel pa je s 3 skulpturami semena postavil spomenik upanju. 2 sta postavljeni na Ratežu na željo gostinca Roka Vovka, ki je bil med letošnjimi donatorji simpozija. Sem izdelal 2 skulpturi v Ratež, kao žito, kao seme. Letošnje skulpture odstopajo po načinu izdelave, saj so v preteklosti avtorji kose lesa bolj sestavljali kot klesali. Ja, morda smo letos se prav znašli skupaj zanimivo eni avtorji, ki smo nekakšno svežino prinesli v to leseno plastiko, zato so tudi malo bolj svetle, malo bolj tople, malo bolj duhovite, malo bolj duhovne, če lahko temu rečem. In mislim, da smo ekipa, ki je že dolgo ni bilo tako, ne samo zaradi avtorstva, to se pravi mojsterstva posameznikov, ampak tudi zaradi tega, ker je to bil tim, ki je od začetka pa do konca funkcioniral brez problemov na najvišjem nivoju, no, če lahko rečem temu, prijateljstva. Ko komisija izbira udeležence simpozija, ne more vnaprej vedeti, kakšen izrazni potencial se skriva v avtorjih. Letos je prispelo 108 prijav z različnih koncev sveta. Na zaključku 28. Forme Vive je bil tudi bolgarski veleposlanik Mladen Črvenjakov. Ob čestitkah umetnikom je poudaril, da je povezovanje v različnosti za ustvarjalne ljudi edina prava pot. Spomnil je na prijateljstvo med bolgarsko pesnico in slikarjem, po katerem Kostanjeviška galerija nosi ime Božidarjem Jakcem. Lani v začetku julija pa so v atriju galerije Božidarja Jakca pripravili 3-dnevni festival kulture, ki je bil prava kulturna osvežitev lanskega poletja. Poglejmo nekaj utrinkov iz otvoritvenega večera. Festival kulture v organizaciji Kostanjeviškega mladinskega društva zapolnjuje 9 glasbenih izvajalcev, 2 gledališki predstavi in plesna delavnica. Vse je brez vstopnine. Ker hočemo, da so vse naše, naš program, naše vsebine, da so dostopne vsem, ki si to želijo. Je pa res, da delamo trdo za to, da so vsebine brezplačne, ampak vseeno prosimo vse, ki prijete, da pač donirate kakšen prostovoljni prispevek, no, da nam pomagate, da bo tudi drug leto. Potrebnih 15.000 evrov za stroške festivala so poleg občinskega prispevka zagotovili donatorji. Se še najde ljudi v Sloveniji, ki so veseli in rade volje pomagajo in omogočajo takšno prireditev, kot je ta. Seveda pa to ne bi bilo mogoče brez vseh prostovoljcev, ki delajo na tej prireditvi. Tukaj trenutno deluje več kot 30 aktivnih prostovoljcev, v zadnjih 2-3 tednih pa se je tukaj not vključilo več kot 100 ljudi. Zelo pomembno vlogo pri oblikovanju kulturnega utripa kraja ima osnovna šola Jožeta Gorjupa, ki je veliko več kot le klasična osnovna šola. Osnovna šola Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki ni samo osnovna šola, kot jih poznamo v Sloveniji, ampak je hkrati tudi umetnostna galerija, in sicer galerija Jožeta Gorjupa. V njej so razstavljena umetniška dela slovenskih in tujih umetnikov. Galerija je postavljena že več kot 60 let in s ponosom lahko povem, da niti eno umetniško delo do sedaj ni bilo poškodovano ali uničeno. Naši učenci to znajo resnično spoštovati in ta odnos do kulture, do umetnosti znajo prenesti tudi potem, ko zapustijo osnovnošolske klopi. Za nami je tudi velik mozaik, 185 kvadratnih metrov, veliko umetniško delo slovenskega umetnika Ivana Seljaka Čopiča.
Ta mozaik je bil postavljen ob otvoritvi nove šole leta 1982 in predstavlja slovensko-hrvaški kmečki upor, bitko na Krškem polju. Mozaik ima tudi eno zelo pomembno sporočilo, ki ga lahko prenesemo v današnji čas. Ja, sporočilo je resnično takšno, bi rekli, za vse večne čase. Verzi Alojza Gradnika pravijo takole: ničesar tu ne bodo vzela leta, ker nič ni trdnejše kot bolečina prestanega ponižanja, ki v sina prelije z grenko se krvjo očeta. Te verze smo izbrali med številnimi verzi, ki nam jih je za napis na mozaiku ponudil nekdanji ravnatelj Lado Smrekar, in moram povedati, da smo se prav vsi v kolektivu odločili natančno za te verze. Kostanjeviška osnovna šola je kovnica mnogoterih znanj in številnih talentov. Generacije učencev so v njej pridobivale znanje za nadaljne življenje. Mnogi od njih so dosegli vidne profesionalne dosežke. Gre predvsem za naše učence, ki so se posebej izkazali na umetniškem področju. Umetnosti, kulturi posvečamo veliko pozornost na šoli in tudi v občini, in tako se lahko pohvalimo s številnimi našimi učenci, ki so pomembni fotografi, slikari, arhitekti, dramski igralci, tako da pravzaprav kar ena velika generacija učencev se je izkazala oziroma še vedno deluje na kulturnem področju v Sloveniji, pa tudi v tujini. Učenci so imeli in imajo dober zgled v dolgoletni ravnateljici. Skuškova je namreč eden najbolj prepoznavnih kreatorjev kulturnega življenja v občini. Praktično ni dogodka, ker ne bi prispevala pomemben ustvarjalni vložek. Kostanjevica na Krki je nekakšno kulturno središče Dolenjske, predvsem zaradi svoje likovne umetnosti, likovnega poslanstva z galerijo Božidar Jakac, pa Lamutovim likovnim salonom, ne nazadnje tudi z našo osnovno šolo. Vendar se na področju amaterske kulture zadeve nekoliko ustavile, takrat, ko je Kostanjevica izgubila svoj kulturni dom. Upamo, da ga bo kmalu dobila vsaj do te mere, da bomo imeli nek prostor, kjer se bodo lahko odvijale kulturne prireditve. Župan potrdi, da mu je lastnik kulturnega doma zagotovil, da bo leta kmalu zaživel. Tako da je zdaj tudi lastnik sam ugotovil, da je to treba čim prej spraviti v bilo kak pogon, da se nekaj dogaja, da se nekaj nazaj vrača. Tako da je načrtovana zdaj kompletna otvoritev tega doma pa za maja 2021, in to smo se strinjali. Kulturni dom je torej v zaključni fazi sanacije, že nekaj časa pa je popolnoma sanirana in energetsko obnovljena osnovna šola. V zadnjem letu, od minulega do letošnjega praznika, je za občino to bil največji finančni zalogaj. To je investicija, ki je bila kar nekaj časa načrtovana, nekako se je odlagala zaradi različnih vzrokov, in zato smo bili lani še posebej veseli, da se je ta investicija izpeljala, in sicer v izjemno kratkem roku, v bistvu od maja pa do 1. septembra, ko smo začeli s poukom, je bilo že v bistvu vse prenovljeno. Za nas seveda prvo odkole na zunaj bomo rekli, da imamo res krasno šolo, lahko rečemo, da je, če ne najlepša, pa vsaj ena najlepših slovenskih šol. Tako je zaključen tudi nekako ta šolski kompleks z novim vrtcem, z novim športno-rekreacijskim centrom in sedaj še popolnoma obnovljeno in energetsko prenovljeno osnovno šolo. Po drugi strani smo dobili tudi boljše pogoje, jasno, za delo in bivanje vseh udeležencev. Hkrati smo obnovili tudi telovadnico, ki je bila že dokaj dotrajana po 40 letih. Prav tako smo naredili novo knjižnico, izjemno lepo, izjemno veliko, tako da je postalo eno središče šole. Sicer pa vsaka obnova prinese tudi nov zagon, novo energijo, in mislim, da smo z zelo veliko energije vsi vstopili v novo šolsko leto 2019-2020, ki pa potem seveda prinesla tudi kup nevšečnosti.
ki jih je povzročila epidemija novega koronavirusa. Tako učenci kot učitelji so se morali praktično čez noč prilagoditi novim razmeram. To je pouku na daljavo. Mi imamo zelo, zelo dobre izkušnje in tudi, ko so se učenci vrnili v šolo, ne moremo reči, da je bil primanjkljaj tako velik, da ga ne bi mogli nadoknaditi. Vse bistveno, kar so učenci morali se naučiti, znati, pridobiti, vse to smo nekako skupnimi močmi tudi izpeljali. Tako da za nas ta izkušnja je bila po eni strani zelo pozitivna, po drugi strani pa seveda vsi skupaj drug drugega smo pogrešali, tudi učenci, učitelje, svoje sošolce, učitelji, učence, predvsem je bilo težje izpeljati neko individualizacijo s posameznimi učenci. Tako da nekaj je bilo tudi tega, kar je bilo negativno, ampak tako, če pogledamo v celoti glede na situacijo, ki je bila resnično nepojmljiva še pred nekaj meseci, mislim, da smo jo kar dobro odnesli. Novo šolsko leto, ki je pred vrati, upamo, da bo potekalo po običajnih tirnicah. V primeru, da bi bilo potrebno šolo znova zapreti in pouk nadaljevati na daljavo, pa smo ustrezno pripravljeni, je še dodala ravnateljica Melita Skušek. Kostanjevica na Krki je zaradi naravnih in zgodovinskih danosti turistično atraktivna občina. Sodobni obiskovalec pričakuje doživetja, ki si jih bo zapomnil. Zato ne preseneča, da so vlaganja v turizem velika. Zadnje čase opazujemo, da se nam ta razvoj turizma tako hitro razvija, da že skoraj težko tudi sledimo vsem tem povpraševanjem, ki turisti danes pač rabijo. Seveda mi kot občina se trudimo, vlagamo maksimalno napore v razvoj turizma. Moram povedati, da tako mala občina, kot je občina Kostanjevica na Krki, izloča znatna sredstva. Magar nekdo misli, da to ni nič za tako majhno občino, kot je Kostanjevica, je to le velik denar. Tako da na tem področju vlagamo v to kar velika sredstva, predvsem pa skrbimo za urejenost kraja, čiste ulice, čiste zelenice, pokošeno, to rastlinje, zelenje, cvetlice, da je to vedno čisto. Skrbimo tudi za te mostove, ker nam naplavine vedno to ob vsakem deževju praktično nam prinese not to navlako, ki jo povzročajo pač bobri. To je tudi en velik strošek za občino, ampak glede razvoja turizma si pač teh zadev ne moremo privoščiti, da ne bi to očistili. V koledarskem letu 2019 so zaključili in predali v uporabo eno večjih naložb z področja turizma, postajališče za avtodome. Občina je v projektu vložila prek 200 000 evrov. Tako da ugotavljamo, da je praktično že premečkano, ampak za naše zmogljivosti, pač, ki jih imamo mi tu, bo moglo za en čas tudi to zadostovati. Od turizma si v občini veliko obetajo, zato so načrte zastavili veliko potezno. Pripravljeni imajo že idejni projekt nove podobe otoka, družabnega prostora ob reki Krki, kjer je nekoč že bilo mestno kopališče. Mi smo v lanskem letu tole zemljišče ali pa ta prireditveni otok, kjer potekajo vse te največje prireditve v naši občini, odkupila od škofije Novo mesto, tako da smo prišli do lastništva. Ob tej priliki bi se seveda tudi zahvalil škofiji za ta posluh, da je prisluhnila občini, ker pač vedno so bile neke težave s temi službenci, vsaka prireditev je mogla imeti dovoljenje od lastnikov in tako da smo do tega zemljišča prišli. Mi imamo narejene tukaj idejne projekte, kako naj bi to kopališče izgledalo. Praktično bo ostalo identično, ki je že nekdaj bilo. Tukaj je bil postavljen objekt, lesen objekt na stebrih, ker vemo, da je ta del vedno poplavljen, tako da poplavljamo niso prišle do živega.
V tem objektu naj bi bile garderobe, slačilnice, tuši, seveda sanitarije, pa celo en del prireditvenega odra, ki bi služil za te prireditve. Narediti zamisel ali pa idejo imamo tudi narisano čolnarno, kjer naj bi se naredil tak privezi za čolne, ki naj bi služili tem turizmu, obnoviti te stopnice, ki so tukaj pred nami. In to je to. Zdaj, kako bomo do te realizacije prišli, postopoma se bomo mogli tega lotiti, pa nekako zagrizniti. Tukaj na neka sredstva tuje računati je težko, to se bo moglo sfinancirati praktično vse iz občinskega proračuna. Projekt je po prvi oceni vrednoten na dobrih 200 tisočakov, uporabljen pa bo hrastov les, še razkrije župan. Slovenija je dežela term in glede na resno zastavljene načrte naj bi se termalnim mestom v prihodnje pridružila tudi Kostanjevica na Krki. Največja preokupacija sedaj v tem obdobju bo seveda poiskati investitorja za terme Kostanjevica. Zdaj smo mi malo to zanemarjali ali pa nismo bili v takih kondicijah, da se to 100% lotili. Iskali smo seveda neke investitorje, ljudje so se nekaj zanimali, potem to ni bilo nekaj resnih zadev in smo rekli, zdaj bomo pristopili temu temeljito. Moram povedati, da je tam predvidenih v prostorskem načrtu 5 hektarjev površin. Naj bi bile te terme zgrajene malo drugače kot so druge, da bo to sobivalo z okoljem, katerega spada, da je to del teh term v Krakovskem gozdu term, ta en del pa na teh travnatih površinah. Seveda bo to moglo biti vključeno v naravo, to ne bojo terme kot je Čatež, bojo nekaj manjšega pa unikatnega, posebenega na neki eko zadevi, popolnoma, ne. Pa na lokalno pridelani hrani potem. Je pa to bistvo za razvoj turizma, da dobimo stacionarne goste. Veste, kaj mislim povedati? Da bojo ljudje tudi po en teden tukaj stacionirani na dopustu, kajti vemo, da tukaj ima za en teden turist dovolj dela, če si hoče vse te naše znamenitosti in ogledati ali pa preživeti prosti čas, ali na Krki, ali na pohodništvu, ali vinogradništvu, ali v Gorjancih, ali termah, ne. Vsa ta prizadevanja niso ostala neopažena. V zadnjem letu je občina prejela odmevni turistični priznanji. Priznanje za urejenost kraja in bronasti znak zelene sheme slovenskega turizma, ki potrjujeta, da je strategija razvoja turizma pravilno zastavljena. Velikopotezne načrte imajo tudi Starim Farožem oziroma Kostanjeviškim dvorcem, kjer se danes nahaja Lamutov salon. Občina je stavbo odkupila od župnije Kostanjevica na Krki. Mi smo zdaj pred kakim mesecem postali tudi formalno-pravni lastniki. Objekt je vnešen v zemljiško knjigo, objekt je v celoti poplačan. Seveda imamo z njim, s tem dvorcem ali pa gradom, velike načrte, katerega bi radi predvsem v prvi fazi temeljito obnovili, potem pa dali tudi vsebino. Tukaj bo pa poudarka predvsem na medgeneracijskem centru ali pa dnevnem centru za starejše prebivalstvo. Kajti vemo, da se nam prebivalstvo, ne samo naši občini, ampak v celi Sloveniji stara, da teh kapacitet primanjkuje. In zdaj, vsaj sam kot župan smatram, da je na vrsti ta generacija, da tudi za njo nekaj naredimo. Zato razmišljam, da se bo večinoma prostorov v tem Starem Farožu ali pa Lamutovem likovnem salonu namenilo tej generaciji, raznim delavnicam, kjer naj bi ti ljudje tudi nekaj ustvarjali, da bo čas hitreje tekel. Nekaj se bo namenilo za neko muzejsko dejavnost, mogoče kak muzej, pa kakšne razstave, pa nekaj pa za društvene dejavnosti, predvsem godba. Naša godba nima nekih pravih prostorov in tukaj imamo zdaj priliko, da jim uredimo tako sobo, kot jo pač oni si zaslužijo.
Za odkup celotnega objekta z vsemi pripadajočimi zemljišči so odšteli 300 000 evrov. Župan je prepričan, da se bodo tovrstna vlaganja obrestovala. Občina bo turistično postala še bolj prepoznavna in zanimiva. Prizna pa tudi, da obstajajo rezerve in da vse še ni optimalno. Ustrezne rešitve je potrebno še poiskati. Na vseh segmentih se razvoj pozna. Tudi po razvoju turizma vidimo sami, vsako leto je več ljudi, vsako leto je več obiskovalcev, vsi so nekako zadovoljni. Seveda zadovoljni ne bomo pa nikdar. Pa tudi sami vemo, kje nam stvari šepajo in kje ne, samo to si ne da čez noč popraviti ali pa narediti ali pa investirati. Vemo dobro, da nam šepa, dokaj nam šepajo tlele gostinske storitve, ne? Ker ljudje pričakujejo, da bo ne vem koliko gostilnice, gostilni je, samo ni ponudbe. Potem nam pa šepajo prenočitvene te kapacitete, ne. Zato jaz poudarjam, vedno pridemo do enega objekta, kjer bo to potem možno. Pa te ljudi stimulirati tukaj na otoku, da to spremenijo v apartmaje. Prehojno pot od lanskega do letošnjega avgusta Petretič ocenjuje zelo pozitivno. Za različne investicije so porabili več kot 2,5 milijona evrov, kar z vidika velikosti občine sploh ni zanemarljivo. Tudi vsi novi projekti, ki so v fazi načrtovanja, so predvsem razvojno naravnani. Zgraditi terme, urediti to mesto, okolico, obale, brežine, hiše, poskrbeti, da se galerija dokonča, da se v galeriji dokonča galerijski park, obnovijo še te obzidja na galeriji, sicer to ni v pristojnosti občine, ampak le pomagali bi na vsak način, ne da bi ovirali, ampak pomagali, da se to nekako pride do tega. Seveda ima občina še na načrtu v Karličah dol predvideno celo naselje, glamping hišk, šotorišča za kampiranje. Seveda je to privatno zemljišče, investitor mogo to od lastnikov odkupiti. Je pa to vse v prostorskem načrtu, ki je možno takoj delati. Samo investitor je potrebno. Za lažjo realizacijo napovedanih projektov bodo na občini poskušali pridobiti nepovratna sredstva. Računajo pa tudi na denar iz evropskih skladov. Županu in ravnateljici smo za piko na i zastavili vprašanje, kako odgovarjate vsem tistim, ki zagovarjajo stališče, da se pri njih nič ne dogaja. Ja, jaz sem odgovoren tako, naj pride sem, pa da vidi. Mi smo mlada občina, jaz to velikokrat poudarjam, mi bi mogli nastati občina takrat, kot so druge občine nastali, mi bi bili danes občina pozlačena. Mi smo bili totalno podhranjeni s vso infrastrukturo in vsem šolstvom, stavbami, cestami, z vodovodi, vsem. Danes je praktično to vse rešeno. Jaz mislim, da ni nikoli dolg čas. Čeprav nekateri ves čas pravijo, se nič ne dogaja, potem, ko jih pa povabimo na številne prireditve, ki se odvijajo v Kostanjevici, pa jih nekako odziv ni tak, kot bi radi. Vendar kljub temu menim, da tisti, ki si resnično želijo tega kulturnega utripa, da v Kostanjevici res ni nikoli dolg čas.